Svet bo imel čez 30 let 2 milijardi več ljudi. Skratka, 9 milijard nas bo. Da vam prevedem to, da boste lažje razumeli, v času ene generacije bomo imeli na svetu dodatno več ljudi, kot jih je bilo skupaj na začetku 20. stoletja. In če kdo ne zna sešteti tega in skupaj ugotoviti, da enostavno naša bodoča industrijska politika mora temeljiti na tem, da smotrno proizvajamo, da proizvajamo proizvode, v kateri bomo ugradili manj vode, manj energije, manj surovin, pa hkrati z njimi zadovoljili potrebe ljudi, da bomo proizvajali proizvode, ki jih bomo ponovno uporabljali in ki jih bomo lahko reciklirali, potem ta preprosto ne vidi, kje svet danes stoji. Na vprašanje je prišlo prek Twitterja, čigava je oziroma bo voda v Evropi? Voda je javna. Nadaljevali na ta način z ravnanjem z vodo, kot je trenutno uveljavljen globalno, bomo imeli približno 40% primanjkljaj leta 2030 čiste pitne vode. In če imate katerikoli vir, v katerem imate kratkoročno že resen problem, sta to na eni strani voda, na drugi strani zemlja. Vse se veliko govori o tem, da je treba šparati vodo, da je treba v bistvu uporabljati obnovljive vire energije, tega slišimo vsak dan. Samo pogrešam med mojo generacijo neke ukrepe, neki dejansko, da primaš pač vrečko in daš noter smeti. Treba je ali prisiliti šole, da se pač to razredno ali pa šolsko organizira, da se gre pobirati smeti. Jaz sicer verjamem v to, da bo največ izobraževanja prišlo ne v smeri starejši-mlajši, ampak v smeri mlajši-starejši. In tudi mislim, da bi bilo prav, da se resno razmisli o tem, kako se v izobraževalni sistem resneje vpeljejo vprašanja, ki so povezana z trajnostjo. Ali je rešitev resnično spodbujanje podjetnikov, da dodaten dobiček vidijo v tem, da delajo nekaj okolje prijaznega, ali mogoče že ni že sama težava v tem, da spodbujamo neke razlike med tistimi, ki še več zaslužka pridobivajo s tem? Je pametnej, po mojem prepričanju, uporabiti sile kapitala in jim dati jasna sporočila, kaj in na kakšen način morajo inovirati za to, da bojo dala določene odgovore in na nek način vzpostaviti neke vrste partnerstvo med gospodarstvom in okoljem. Narava je največja krožna ekonomija, ki je na milijonih let izoblikovala svoje delovanje, svojo odpornost, svojo prilagodljivost in mi smo del te narave. Če bomo delovali, kot da nismo del te narave, bo seveda narava s svojimi sporočili nam dala jasno sporočilo, da tja spadamo in da nespoštovanje tega seveda pomeni za nas relativno slabe posledice. Ali obstaja kakšna alternativa v Evropi, Evropski uniji? To je vprašanje s Twitterja. Zame je in vedno bo ostalo najpomembneje, da imamo mehanizme, skozi katere institucije, skozi katere rešujemo vprašanja, ki smo jih včasih reševali na ta način, da smo se gledali čez Puškina kopita, jih zdaj rešujemo tako, da sedimo za isto mizo. Tisti, ki govorijo, da rabimo več solidarnosti, imajo prav. Tisti, ki govorijo, da rabimo več odgovornosti, imajo prav. Rabimo oboje. In oboje je tisto, ki nas lahko naredi močnejše in da poskušamo pravzaprav probleme reševati na tak način, da ne vidimo zgolj sebe in skozi sebe, ampak skozi skupnost, kateri pripadamo.